Tule moramo paziti, da se ne bo zataknila. Ampak nič, če hecam, da se ne bo zataknila. No, tako Tomaž, zdaj pa midva korakava proti veliki dvorani. Tole smo pa v četrti dvorani, ki se imenuje Matjaževa dvorana. Pozdravljeni! Danes grem pa na en zanimiv izlet, oziroma bolj bo to avantura. Grem namreč pogledat Županovo oziroma Taborsko jamo, ki se nahaja v okolici Grosuplja, malo ven iz Grosuplja je. Jaz sem zdaj tukaj že prišel na cilj. Glejte, tukaj sem lepo parkiral. Tukaj je ta, bi rekel, stopna točka, kjer se kup karto in tudi en mini muzejček imajo, ki ga bomo šli zdaj pogledat. Evo, tole sta naša dva vodiča. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Tako da... Jaz sem Damjan, me veseli. Aleksandar. Tomaž. Tako da vidimo me tam malo pelala po teli jami, tako da bomo kar tukaj začeli pri muzeju, ali kako temu pravite. Tako. Ja. No, tele imamo mi malo na kratko v jami napisano, tole gospod Perme. Naš vodja Županove jame je tudi daljni potomec gospoda Permeta, gospod Damjan. Tele se vidi, kako so jamo odkrivali, kako so šli not v jamo. Tukaj je Županov kapnik, velika dvorana, imamo to dvojezično napisano, da lahko tudi tujci preberajo. Se pravi, jama je dobila ime Županova, zato ker jo je ta župan odkril. Tako je, ja. To je odkril kdaj? Leta 1926. Se pravi, slabih 100 let. Sej jama je bila že prej v uporabi, v srednjem veku so jo ljudje uporabljali, recimo, ta prva dvorana je ledenica, je kar hladno notri, pa je lahko dokaj prinesel kakšno hrano, kakšno tako živilo, da se da konzervirati, ker takrat ni bilo hladilnikov, pa so lahko spravili, ampak to so, kako bi rekel, malo domneve, malo predvidevajo. Je pa to jamo popisal tudi Janez Vakat Valvazor v slavi Vojvodine Kranjske. Tele pa vidite ledenico, srebrno dvorano, tako bomo hodili po jami, gremo čez ledenico noter, čez umeten rov, srebrno dvorano, v veliko dvorano, v blatno dvorano, Matjaževo dvorano, v zadnjo dvorano, ki pa ironično ni zadnja, ker so 20 let nazaj odkrili še Igorjevo dvorano, ta pa se še raziskuje naprej. Mogoče bo še kaj Damjan povedal, kaj je glavni pri hiši. Ja, tukaj pač zanimivo v Županovi jami je to, da v bistvu v 7 dvoranah, ki jih obiščemo, so vsaki neki taki posebni ti kapniški kraški pojavi, v bistvu je zelo raznolika, tako da v približno dobro uro traja ogled, in to je en tak res dober izlet skozi podzemeljski kraški svet. Kogar sem tamle prebral, 610 metrov gremo v eno smer. Tako, toliko je dolga pot, praktično po isti poti se vrnemo, v 2 dvoranah naredimo krožno pot, v jami je tudi kar nekaj stopnic, recimo 500, če lahko zaupamo to, tako da v bistvu je to kar en tak tudi mal športni dogodek, obisk Županove jame. No, zdaj smo pa tik pred vhodom v Županovo jamo. Kar ste prej slišali, 500 stopnic, tukaj jih je 31. Tukaj zelo prvo prostor, ki pridemo, se imenuje ledenica in so rekli, da bo okoli 3 stopinje in se že čuti, da se zelo, zelo ohlaja. Evo, Tomaž, jaz vam kot častnemu gostu predajam ključ, lahko odprete vrata Županove jame. No, hvala. To je klasična ključavnica, tako da ne skrbeti. Evo. Nobene panike. So noter, kakšne luči imate? Ja, seveda imamo, lejte. Tole se odpre, se takole pržge in pa se zadeva začne. Tole je pa veliko večja zadeva, kakor sem mislil. Že takoj, ko prideš, ogromna
dvorana. Res fascinantno. Kakor so rekli, stopnic je veliko in vidim, da se niso zlagali. Evo, mi se zdaj nahajamo v ledenici. Zdaj smo na najvišji točki v ledenici. Po tej poti smo gor prišli. Tomaž, lahko pokažete, če hočete. Po tej poti smo gor prišli. Nič strašnega. Zdaj, zakaj se, mogoče vam Tomaž poraja vprašanje, zakaj je tako hladno? To je pa zaradi tega, zaradi koncentracije zraka. Topel zrak pride notri in v bistvu ga hladen zrak iz podrine ga porine čist na vrh jame. In v bistvu zaradi tega, ker se pač zrak kasneje ohlaja, ne pride do tega, da bi lahko kapnik nastal. Se pravi stalaktit, stalagmit, stalagmat. Zaradi tega tudi ta jama, tale dvorana nima kapnikov, ampak jamski procesi kljub temu nastajajo. Tu pa tale stvar tukaj gor. Tole se pa imenuje brezno oziroma kamin. In zdaj tole brezno oziroma kamin bo čez par stoletij, tisočletij pač zraslo do površja in bo tukaj nastalo odprto brezno, kar pomeni, da ste vljudno vabljeni čez par tisočletij, da prijete v jamo, spet ponovno. Bom prišel, ja. Tokrat čez brezno. Ja. Tale zadeva tukaj, za nami, to je pa umeten rov. Ta rov so pa skopali pred 100 leti in sicer tukaj pa skopal en rudar, ki je delal v rudnikih, premoga pa železa in imel izkušnje in je tole izkopal, da so tole dvorano povezali z ostalimi dvoranami. In zdaj naj bo naša pot vodila tudi skozi tale rov. Ko pa prideva na vrh tega rova, boš pa mogel Tomaž, boste mogli poiskati palčke in če najdete pravo število palčkov, boste imeli ogromno sreče. No, bom probal. Kako so pa vedeli, se pravi, če sem jaz prav razumel, se pravi, ta župan, ki je to jamo odkril, je v bistvu odkril to dvorano, v katero midva zdaj greva. Tako je. Tale dvorana klele, kot sem že prej povedal, so poznali že od srednjega veka. Ja. Tale dvorana naprej, Permetova oziroma Srebrna dvorana, so pa odkrili pred 100 leti. Kako pa so tukaj ugotovili, da se da te jame med sabo povezati? Zdaj oni so zakurili smrekove veje tukaj in so videli, da se dim kadi skozi tele špranje v jami in so potem skopali tale rov umeten in so potem lahko povezali Permetovo dvorano z ledenico. No, Tomaž, pa pejva. Tako da tole je tale umetni rov, ki so ga skopali pred 100 leti in gremo zdaj v naravni rov in v Permetovo dvorano. Predvidevam, da se tukaj začne naravni, ne? Tako je, ja. Ja. No, seveda, takoj vidiš, da je veliko lepš, cel kup kapnikov. Wow, a res zanimivo. Če pogledate na levo, kakele palčke morate poiskati. Koliko jih je? Pa ne smem povedati, da so mogli pa sami najdeti pa prešteti. Če preštete pa najdete, boste imeli ogromno sreče. Aha, ena. Mene najbrž malo lažje, ko imam dodatno luč. To pa absolutno. Drugi. Sigurno ste kakšnega fejs skrili. Tretji. Ja, drugače pa lahko. Četrti. Peti. Ali ti si isti? Ja, to pa ne vem, boste mogli pa sami gotoviti. Ja, moram nazaj pogledati. Ne, to je isti. Se pravi 4. Pet tamle. Tomaž, kar zagreto iščete na palčke. Ja,
Če se gre za srečo, se mora človek potruditi. No, koliko ste jih našli do zdaj? 5. No, to je pravilni odgovor, gospod Tomaž. Imeli boste ogromno sreče. No, super. Da se ne rabite sekirati. A, Zdaj se pa prišla v Permetovo dvorano. Tako da lepo hodimo. Tele, recimo, lahko vidva že našel tele goste v jami. Tole je mali podkonjak, tele netopirji v jami. ja. Zdaj v naši jami imamo okoli 200 netopirjev, 150 malih podkonjakov, pa 50 velikih podkonjakov. Ampak ne se sekirati, Tomaž, ker netopir niso te stare vaške govorice in tako naprej, da bi se netopir zaletel v zapletu v laseh in tako naprej. Netopir se ne bo vas zaletel in se bo vas skrajno ostro ognil. Tudi pa zaradi tega, ker se vas najverjetneje boji in tudi ne bi bil rad opravka z ljudmi. No, edino, kar se bojim to, da bi slučajno netopirja s tole mojo lučjo zmotil. Drugo se pa sigurno nič ne bojim. Se bo šla malo ven iz tele dvorane, tako da netopirjev ne bo več motila. Pa jih ne motijo tudi te luči, ki jih vi imate? Tele luči imamo lih toliko pržgane, da lahko ljudje vidijo v jami, da imamo videokapnike pa tako. Načeloma po zimi, v jeseni, ko netopirji prebivajo stalno v jami, ker netopir ni jamska žival, je zunanja žival, v jami preživi samo jesen in zimo, spomladi pa poleti pa zgodno jesen še preživi zunaj in se v jamo vrne šele jeseni. Zdaj po zimi imamo tole izklopljene luči, imamo ogled z lučkami, poleti imamo pa prižgane luči, tako da je pa v Sloveniji toliko jam, da če bo te netopirje res tako motilo, bodo šli pa tudi v kakšno drugo luknjo. Je več kot 20 000 jam v Sloveniji. Dobro, Tomaž, tukaj so pa imeli pred enim kapnikom, pa pred tole zadevo. Tole pa so postavili ob 50-letnici leta 1976 v spomin in zahvalo Jožetu Permetu iz Ponoja 47 za odkritje dolenjskega krasa. Tole so pa lanterne, s takimi lanternami so si počasih svetli v jami. Zdaj na srečo, zdaj v tem času imamo pa že luči, tako da ne rabimo več sistem prazgodovinskim pripomočkom pomagati v jamah. Super. Toklele, Tomaž, je pa kapnik, ko so ga pa odlomili pred davnimi časi, najverjetneje, ko so postavljali tele stopnice. Tako da tale kapnik se lahko tudi obiskovalci dotaknejo, malo pobožajo, malo potipa, kako izgleda kapnik na dotip. Zdaj, če jaz prav razumem, je ta župan, ki je odkril to jamo, je v bistvu odkril tole, kar so midva zdaj noter. Tako, ja. In potem so pa tam tista ledenica pa že prej bila in so to nekako povezali. Tako je, ja. To z unimi smrekami, z unimi vejami so zakorili, ker so šla čez tisti umeten rov, pa če štale naravni rov. Klej to dvorano, mi to so zdaj na drugi strani hriba, si je pa Permes posodil pri teli cerkvi, na tem protiturškemu taboru lestev. Ja. In je klejle gor, če boš pogledal, klejle gor, vidim. To je brezno oziroma kamin, ki so prej govorili, da se širi proti površju. Tukaj so oni to lestev dali notri v jamo in so ugotovili, da je bila lestev prekratka, so mogli jo na en štrik prevezati lestev, da je šel lahko dol v jamo. In ko je on prišel v jamo, je rekel, kako je tukaj lepo. In klele vsako leto za dan jame, letos bo dan jame 10. junija, tako da ste vsi vljudno vabljeni, da prijete sem. Vas bomo privezali na štrik z jamarji iz Novega mesta in vas bomo spustili v jamo in boste videli, kakšna je prava jamarska izkušnja. Varno in verjemite mi, da boljše izkušnje ne boste mogli nikjer drugje doživeti. Tale kapnik je pa zelo lep. Koliko časa pa taka zadeva raste? Zdaj, kapnik raste, vsakih 100 let zraste za 1 centimeter. Tale kapnik je tukaj visok 3,5 metre, mogoče malo več. Tale kapnik tukaj raste že 3800 let. In tole recimo piramide v Egiptu so bile zgrajene pred 4000 leti, tako da tole je v tistem času začelo rasti. Če boste gor pogledali, dobro, tele gor, lahko vidite, da se stalagmit pa stalaktit boste že hmalo začela stikati.
Tako da tole dobrih 100 let, pa bo že nastal jamski steber, stalagmat se temu reče, in se bo kapnik povezal. Ker ta kapnik raste iz tal, ne? Tako je, ja. Kako se te imenujejo? Stalagmiti so kapniki, ki rastejo od tal navzgor, stalaktiti so pa kapniki, ki rastejo iz stropa navzdol. Tule imamo pa tudi enega jamskega obiskovalca, tule pa imamo v jami tudi rastlinje. Tule se pa imenujejo alge. Alge so pa škodljiv invazivni organizem, ki pač pride iz ozračja v jamo, to je pa zaradi turizma, preko naših dihal in tako naprej. Kaj jaz tukaj govorim, pride to v naša usta, kaj jaz tukaj govorim, pride to ven iz naših ust. Tole je plankton drgač in v bistvu on reče, aha, tukaj je pa hladno, vlaga je, fotosintezo bom dobil od luči, ki mi bodo prižigali, pa vodo, mineralne snovi bom dobil pa iz kamnov. Zdaj, tole stvar se da uničiti, s tem, da bomo pa luči zamenjali v jami, da ne bo mogel on več fotosinteze pridobivati in bo poginil. Odmrla bo rastlina. Kaj pa ta rastlina škodi jami? Ne sodi v jamo. Zdaj, v samo jamo ne sodi, ne, zdaj škoduje ravno ne, da bi bila jama kaj ogrožena zaradi tega, ampak ne sodi, pač invazivna vrsta, ker ne vem, kakšna riba ne spada v naše morje, pa recimo kakšen medved ne paše sem, pa tja, pa je pa invazivna vrsta. Recimo koleradski hrošč so ga prinesli iz Amerike, pa tukaj zdaj napada pridelke od ljudi, ne. Ja, razumem. Na splošno ne škodijo, ampak pridelek pa uniči. No, tako Tomaž, zdaj pa mi pa korakava proti veliki dvorani in v tej dvorani tudi organiziramo pogledati kakšen koncert. To je največja dvorana, je 50 metrov dolga, 35 metrov široka in 15 metrov visoka. No, tako Tomaž, zdaj se zagotovo sprašujete, kje smo mi že zdaj? Ja, to smo v tej tretji dvorani, ne? Tako je, mi se zdaj nahajamo v Matjaževi dvorani. Ta dvorana je 50 metrov dolga, 35 metrov široka in 15 metrov visoka. V tej dvorani tudi organiziramo kakšen koncert, seveda v času, ko netopirjev ni v jami, se pravi poleti, zgodaj jeseni in tako. Zdaj, Tomaž, povejte mi, a imate drugače dobro domišljijo? Ja, po mojem, da imam, ja. Dajte mi povedati, na kaj vas tale kapnik tukaj spomni. Glejte, vidite to tole spodaj, pa tole zgoraj. Bomo posvetili, da boste imeli za primerjavo tole klele, pa to klele spodaj. Vas to na kaj spomni? In tako povejte, noben odgovor ni napačen, noben odgovor ni pravilen, to je vaša domišljija. Tle mi je pa zmanjkalo domišljije, če sem čisto iskren. Tudi, če Ne rečem. vem, kakšen dinozaver ali... ne vem. No, zdaj, velikrat ljudje tukaj rečejo krokodil, aligator, Titanik, ladja in tako naprej. Vi ste recimo dinozaura, se ta spodnji del najbrž gledali, toklele dol dinozaura, čeljust najbrž. Potem tole klele je županov kapnik, to je ta kapnik, ki je bil našemu županu najbolj všeč. Zdaj, to sicer ni uradno ime, da je tole zdaj dinozaur, krokodil in tako naprej, ampak tukaj jaz rečem ljudem, da naj uporabijo svojo domišljijo pri kapnikih, ker vse to tukaj je narava sama ustvarila in to ni delo človeških rok in naj si ljudje nekaj predstavljajo tukaj, naj si rečejo, aha, to me pa na to spomni, to me pa na sladoled spomni, to me pa na stolp v Pizi v Italiji spomni, pa kakor da sem dinozaur in tako naprej. Zdaj, imaš pa tudi drugačne stvari v jami in recimo, če boš tukaj pogledal, to je klele lahko pogledaš, tega pa lahko recimo vidiš glavo, pa uho in mogoče veste, kater dogodek v zgodovini se je končal 8 let pred odkritjem županove jame. Zdaj malo za namig, jamo so odkrili leta 1926. 8 let kasneje. Prej. Kjerga leta so odkrili jamo? 26. 18. Prva svetovna vojna se je končala. Tako je. In ker so bili ljudje zelo čustveno navezani, v prvi svetovni vojni je umrlo okoli 35.000 Slovencev, 30.000 se jih je borilo na Soški fronti, več tisoč se jih je borilo v Odesi in recimo ljudje so bili zelo navezani na prvo svetovno vojno in tako tudi Slovenci so izgubili celo primorsko ozemlje, pripadalo Italiji in takrat v tej vojni je umrlo 15 milijonov ljudi na svetu
In ljudje so rekli, dajmo mi postaviti nekaj za ljudi, za nek spomenik, za ljudi, vse, ki so padli v vojni. In tole se imenuje padni neznani junak Prve svetovne vojne, ker so ljudje hoteli reči, ne vojna, mora biti mir, moramo biti miroljubni, moramo se imeti radi. In vsi junaki, ki so se borili v vojni, so tukaj dobili svoj spomenik. Vsi padni neznani junaki. Zdaj lahko malo lepšim temam. Tale gor lahko vidite zavese, temu se rečejo jamske zavese. Tole tukaj gor je pa oder in na temule odru smo mi že organizirali eno poroko v jami. Zdaj gospo in gospoda ne poznam, ki sta se tukaj poročila, vem pa, da sta bila Grosupeljčana. Tukaj so zavese, kot so povedala, mogoče vas malo bolj na cerkev spomnijo, kar orgle, ne. Drugače pa tamle gor na temu odru organiziramo koncerte v jami. Se pravi, irsko rock skupino smo že imeli, slovenske narodne pesmi, krščanski pevski zbor je bil iz Bohinja, slučajno so neke punce bile iz tam in so nekaj zapele. Tako da Tomaž, če imaš posluh, jaz ga sicer nimam, lahko zapoješ, ker jaz bom samo za brundo tukaj lahko. Jaz imam sam vesele, posluha pa nimam. A jaz sem vesele, imate. Dobro. Koliko ljudi pa spreme drugače, koliko ljudi pa pride lahko na koncert? Mi smo pač, do zdaj smo imeli par 100 ljudi tukaj bilo, okoli 100, 120, 130 jih je bilo, ampak po tej celi trasi bi se lahko ljudje postavili in poslušali koncert. Potem imamo še tam eno pot, pa se lahko tam postavijo, tam bo šla nazaj midva, tako da bi se kar dale 200 ljudi sigurno sprejeti. No, super. Županova jama je pod zemljo. Ja, tu nekaj ne odmeva veliko, kar je verjetno za koncerte super, ne? Tako je pa dobra akustika. Ja. Tomaž. In Tomaž, veš, v kateri dvorani so zdajle? Ja, prej je bila omenjena neka blatna dvorana, je mogoče ta. Tako je, to je blatna dvorana. Tukaj v tej dvorani blata sicer ni več, razen na temule območju tukaj, pa temule območju tukaj, da blata ni več sicer tukaj tako veliko, kakor ga je bilo včasih, so ga turisti in obiskovalci v jami spodrinili. Je pa v bistvu pač se še vedno imenuje blatna dvorana, pa zaradi tega, ker je premek, ki je prišel v tole jamo, stopil do kolena v blato in je nogo komaj menda dobil. In je pol dal ime blatna dvorana. Tako je, kar izvirno. Tele gor, če boš pogledal, so eni kristali, viš, ko se lepo sveti. Ja, vidim, ja. To je kristaliziran kalcijev karbonat in to so taki kristalčki. Zdaj na moja pa na vašo žalost, če bi mi tele kristalčke pobrala pa hnesla k zlatarju, bi šla samo z dolgim nosom ven, povešenim nosom ven iz zlatarne, ker bi nama zlatar rekel, da tele kristalčki niso nič redni, ampak so pa tak lep dodatek k sami jami, ker se zelo lepo svetijo. Se strinjam, ja. Ta kapnik je pa kar razširjen, rekel, v dolžino. Tale kapnik je pa dolg 6 do 8 metrov in se začne tukaj in se nadaljuje vse do tjale gor. Lahko vidite še tale kristaliziran kalcijev karbonat, tele kristalčke. Tukaj gor pa lahko vidite, kako nastaja kapnik, se pravi, takole voda pronica dol. Takole se siga nabira skupaj, to je ta stvar, ki ustvarja kapnik. In tako recimo potlej raste proti stropu. Kako so rekli, 1 centimeter ali pol centimetra na... 1 centimeter na 100 let. Na 100 let, tako je, ja. To je Tole smo pa v 4. dvorani, ki se imenuje Matjaževa dvorana in tole je fascinantno. Tale kapnik tukaj na sred, ogromen, čudovit, res nekaj neverjetnega. Pa vi, Tomaž, veste, zakaj se ta dvorana imenuje Matjaževa dvorana? Pojma nimam. Imate kakšno idejo, zakaj bi se tako imenovala? Kralj Matjaž. Tako je, kralj Matjaž, ki se je skril v katero jamo? Pod Peco. Tako je. Drugače pa kot zanimivost, kralj Matjaž ni slovenski kralj, ampak je madžarski kralj, ki pa je premagal Turke pred Dunajem, Matija Skrovina, ampak ker je premagal Turke, so ga Evropejci vzeli za vse evropskega kralja in tako je vsak evropski narod dobil svojo legendo o kralju Matjažu. Se pa je v tej jami je tukaj res sedel en kralj,
slovenski kralj podzemlja in smrti, oziroma bog podzemlja in smrti. Mogoče veste, kdo je slovenski bog podzemlja in smrti? To se mi pa tudi sanja. To je še iz časa poganstva. Imenuje se Vitranc. Nikoli nisem še slišal. Za Vitranca? Ne. Ste... Sam za Vitranc, ki smučajo. A ste mogoče kdaj slišali za Kekca? To pa sem. Veste, kako je ime starcu v tretjem filmu, ki je kregal bedanca zaradi divjega lova? Kosobrin. Kosobrin v prvem delu. V tretjem delu je pa Vitranc. Vitranc je pa sedel na telem kapniku tukaj. Ja. Lahko pokaževa. Na tem kapniku je sedel in je kregal bedanca zaradi divjega lova na divje živali. A tukaj je bil film sneman? Ja, se me slika v glavi, kater film se tukaj snemal. Ja, pole Kekec. Kekčeve vkarne so se tukaj snemale. Zdaj kot zanimivost, slovenski poganski bogovi so pa Saurun, Triglav, Vesna in tako naprej. Saurun je tank v slovenski vojski, potem recimo Knesja Valok je tale tudi tank v slovenski vojski, se tako imenuje. Triglav je najvišja gora, je bog vseh bogov. Potem imaš Vesno, boginja plodnosti, boginja pomladi, iz nje tudi izhaja to, da ljudje trkajo po lesu, po glavi. Pač, da so si zaželele ženske v tistem času, da bi bile plodne, da bi imele veliko potomcev, iz tega to izhaja. Tako da, če koga zanima, Pavel Medvešček, na drugi strani Nevidnega, je možakar popisal slovensko poganstvo v 20. stoletju. Hvala za info, nisem to poznal. Kaj pa tole za ena zadeva? Tole pa postaja za merjenje potresov v jami. Mislim, v jami. Tukaj je v bistvu ta točka prelomna, ta geodetska točka, kjer se v bistvu plošče stikajo med sabo in tudi povzročajo potrese. Ne skrbeti, Tomaž, v jami so bolj varna, kakor zunaj jame. Je pa tale stvar, da meri potrese, tako da tale stroj bo zaznal potres, če se bo zgodil. No, tlele v tej jami so pa se s Tomažem malo pogovarjala in sem ugotovil, da je Tomaž velik ljubitelj filma Vinetuja. Se je samo film gledal, ali ste tudi knjige mogoče prebrali? Ne, sam film. Sam film ste gledali? Sam že to 40 let nazaj, tako da se niti ne spomnim dobro. No, naj vam povem, a ste v Bosni bili pa na Hrvaškem, kjer so Vinetuja snemali? To vem, tam Paklenica, Kornati, reka Zrmanja, Tulove grede. Bi vas presenetil, če se je v tej jami ta film posnel tudi? Ja, zdaj, tako kot ste rekli, me ne bo, ker po mojem, da je, kakor ste. Tako je, v tej jami se je posnel Vinetu in tukaj so imeli razbojniki skladišča orožja, pa indijanci so šli tukaj ven iz jame. To so par prizorov v tej jami posneli. To je tako, da lahko pogledate na YouTubu odsek iz filma, ga ima naša YouTube stran, odsek iz filma pa lahko pogledate notri. Bom pogledal. Se pa še boljš vidi, klele pa Vitranc noter sedel med tema dvema kapnikoma, klele pa Bedanc klečal, prav na tej točki tukaj. In je kregal, in tale Vitranc je kregal Bedanca zaradi divjega lova na divje živali. Se mogoče spomnite, kaj je bila kazen od Vitranca za Bedanca? Ne. Brincu je mogel hišico postaviti nazaj. Kam grejo pa še zdaj? Zdaj grejo pa v zadnjo dvorano, ki pa ironično ni zadnja in greva še par metrov dol, tako da kar za mano. Kako se ta jama imenuje? Zadnja dvorana. Zadnja dvorana. Mogoče, Tomaž, koliko mislite, da so trenutno pod zemljo? Lahko so 50 metrov, lahko so morda tudi več, ne vem. Zdaj bo bila 75 metrov pod zemljo, tako da kar za mano v globine. Moramo paziti, da se ne bo dotaknila. Zdaj ne bo dotaknila. Evo, kaj sva v zadnji dvorani. Zdaj, Tomaž, kar lahko stopiš dol, da si malo pogledaš okolico. Tole je zadnja točka za obiskovalce, ne? Tako. Naprej imajo pa sam še jamarji. Tako, ja. Tako, Tomaž, vidim, da sva zdaj uradno 75 metrov pod zemljo, temle dol, kapnik, če boš mogoče posvetil s tole lučjo, ki jo imaš. Temle dol se jama nadaljuje v Igorjevo dvorano.
Drugače pa, katera jama ti je bila najbolj všeč v tej naši, oziroma dvorana, katera dvorana ti je bila najbolj všeč? So vse lepe in zanimive, najbolj pa tale Matjaževa zaradi tistega fantastičnega kapnika na sred. Vas je fasciniral, se pravi? Ja, res je tako. Fantastičen, nisem pričakoval kaj takega, moram po pravici povedati. Zdaj nazaj gremo pa še na oder. To je tisti oder, ki nastopajoči, kadar so koncerti v tej dvorani. Kdo bi si mislil, da imajo tukaj koncerte? Jaz se ne bi, no. Čudovito. Zdaj so pa na vrhu velike dvorane, tukaj so te kapniki, ki sem vam rekel za kot cerkveni, če ga lepo pokažete. Ja, bom pokazal. Tukaj, pol tamle dole tale padli neznani junak Prve svetovne vojne, tamle Matjažev kapnik, ki ste dinozaura videli. Ja. Se je pa v tej jami zgodil potres pred 6000 leti, ko so te kamniti bloki padli dol. Zato se ne rabimo nič skrbeti, ker zato pa imamo to postajo spodaj, da to meri, če bi bile kakšne vibracije, ampak nič ne kaže, da bi bilo karkoli nevarnega. Tako da brez skrbi lahko pridete v Županovo jamo, vas bom peljal notri in predstavil. Mislim, da to nobenega ne skrbi. Če se to enkrat na 6000 let naredi, ni neka groza. Če pa res zanimiv oder, top, res zanimivo. Evo, končal ogled Županove jame in moram reči, da sem zelo pozitivno presenečen. Sem sicer slišal za to Županovo jamo, ampak jaz sem mislil, to je mogoče ena majhna jamca, ki greš 20 metrov noter in to je to. Nisem vedel, da je to toliko velika zadeva. Saj ste sami v videu videli, 610 metrov greš noter, tako da imaš res kaj za videti. Ogled traja približno 1 urco in je res zanimiv. Drugače, da še povem, koliko je cena vstopnice, za odrasle je 12 evrov, za otroke 8 evrov, tako da se mi zdi čist fair cena. Tako da jaz to zelo priporočam. Županova jama, oziroma prav se je tudi Taborska jama, je v okolici Grosuplja. Samo v Google vpišete Županova jama in vas Google zemljevid pripelje do sem. Še da vam povem delovni čas jame. Vsako soboto in nedeljo ob 11 in ob 3, to pomeni, da je vstop ob 11, pa ob 3, se pravi 15-20 minut morate prej priti. Isto pa je odprto tudi med prazniki in vsak dan med počitnicami, isto kakor sobote, nedelje, se pravi ob 11 in ob 3, se pravi 2krat na dan greste lahko v jamo.